Danes je pa zame en ogromen dan. Včeraj sem predlatil na Ibizo, ker je danes moja prva solo mednarodna predstavitev kot atmosferc. Niti si še ne predstavljam, kako bo to izgledalo. Ti je pa tale zadeva en velik namig, za katero avto se gre. V bistvu sta dva. Spil sem eno izmed definitivno najlepših kavic v mojem življenju, pa smo šli pa naprej na tiskovno konferenco. Evo, prvo tiskovno konferenco sem dal čez. Kukor si verjetno porajal, smo pa tukaj za faceliften Seat Arona pa Seat Ibiza. V Ibici pred faceliftom še nisem sedel, ampak glede na konferenco ima tale nove zice, boljši infotainment in tu vse za isto ceno. Je pa praktično vseh istih izboljšav bila deležna tudi tale Arona. Je pa tu eden izmed redkih avtov, kjer vsaj v nekaterih verzijah še zmeraj ostaja ročni menjalnik. Kamionarja, ki glih nasproti. Evo, javljam se iz najbolj vetrovnega hriba na Ibici. Bom šuraj kar noter. Tule je najbolj dinamična verzija faceliftane Ibice. 1.5 mašina, 150 konjev. Nažalost tukaj nimaš opcije ročnega menjalnika, ampak ima pa avto samo mičken več kot 1 tono, tako da se v bistvu pele presenetljivo dinamično. Pa tale liminal barva je absolutna bomba. Notranjost mi je drugač lepa, ampak me pa določeni deli mičken spominjajo na Fiesto. Ups. Pa smo šli na kosil, kjer je bila zajesta ena kupica zadev, ki niti ne vem, kako se izgovorijo. Evo, najedli smo se, zdaj je cajt pa še za Arono. Zdaj jih imamo na kupu. Kukor veš, gre pri obeh avtih za dokaj standarden facelift. Posodobljeno zunanjost in notranjost so pa pri Seatu dali ful poudarka na dejstvo, da bo kljub prenovi avto še zmeraj ohranil isto ceno, kukor zdaj. To je lep bonus. Zdaj smo šli še z Arono na skrajen sever otoka na en kafe, pol bomo šli pa počasi nazaj pred hotelu. The Fashion Hotel. Ja, če ima pa kdo na svetu okus za modo, sem pa to jaz, ne?